Nova dirka v koledarju ter pot z družino na Štajersko. Čas je bil za skok na Roglo. Dan prej sem imel snemanje za Nogometno zvezo Slovenije, zato sem malce improviziral s polnjenjem glikogenskih zalog, ampak mi je vseeno uspelo jesti dovolj in po programu. Po prihodu na štart prevzem štartne številke ter tokrat tudi preverjanje licence. Ob klasičnih pripravah smo hitro ugotovili, da je bil ta dan eden najhladnejših do zdaj to poletje. Na vrhu nas je čakalo samo 7 stopinj. Se na sončku je kar v redu, ne? Namestitev številke in preverjanje tlaka v zračnici. Evo, espresso macchiato je komad. Kljub hladnemu vremenu so bili ostali člani družine precej dobro razpoloženi. Ko sem uspel obleči dres ter se obuti v kolesarske čevlje, sem se na hitro ogrel z elastiko. Te vaje lahko vidite na dolgo in široko na mojem kanalu. Čas je bil tudi za pozdrav s klubskim kolegom ter ostalimi sotekmovalci, s katerimi smo se zapletli v sproščen pogovor in napovedovanje rezultata za današnji vzpon. Tudi poljub za srečo ni manjkal in napočil je trenutek za ogrevanje na kolesu. Tega sem začel še v rokavčkih in brez rokavnikov saj je bil res mraz. Nato so me sredi vzpona ujeli moji in sem odložil stvari v avtu, zdaj se je temperatura telesa že dvignila. Čakal nas je težek dan. Najprej zaprta vožnja, potem pa približno 13 km vzpona z okoli 1000 višinci ter 7,2 povprečnim naklonom. Vzpon, ki je zelo konstanten, z enim kratkim 500-metrskim predahom vmes. Moji so vmes na vrhu bili ustvarjalni in takole popisali zaključen del trase. Tokrat me je prišel podpreti tudi prijatelj in starši. Začelo se ni tako napolno kot recimo lani in pridoma sem izkoristil zavetrje skupine ter varčeval z močjo. Rekel bi, da je skupina ostala precej velika v prvem delu. Po kratki ravnini vmes pa so se začeli skoki, s katerim sem uspešno sledil. Posledica je bila, da smo na koncu za par zaključnih kilometrov ostali 4 kolesarji. Še stotka, mehovi stotka, gremo! Ajde, ljubavi! Ajde, dobra pozicija, šimaj, piči! Ajde, konce, idemo! Ajde, bravo! Tako je bilo vse do zadnjih 300 metrov, kjer se je zgodil šprint za prvo mesto. Piči zdaj! Ajde! Ob šprintu pa se je zgodilo, da je kolesarju pred mano odneslo kepo. Lahko bi ga prehitel. Osvojil generalno 3. mesto je bila moja logična reakcija, da ga počakam in spustim naprej. V šprintu je zmagal Miran Kovačič, drugi je bil Mitja Dovnik. Potem je pritekel Jan Jazbec, jaz sem končal torej skupno na 4. mestu in zmagal v svoji starostni kategoriji. Bravo! Bravo, Robi! Bravo, Robi, bravo! 44, Filip Lenovšek. Nato so prišli še drugi kolesarji. Tako je, tudi lansko letni zmagovalec Marko Plan, startno številko 1 kot lansko letni kralj. Kmalu sem začel prejemati čestitke za fair play, ampak meni se je ta poteza zdela edina normalna. Res je, da tekmujemo, ampak vseeno lahko v športnem duhu pokažemo, da smo ljudje in ne hodimo preko trupa. Tega je v našem svetu že preveč. Podpiške sem predal. Ampak pošteno. Ne, pa premagal po mene. Ja. Prav, ljubezen. Bili smo se do zadnjega kilometra, sem mislil, da sem na treningu. Res, da sem za veterju se lepo vozil, je večinoma so drugi že radi. Ampak gled, malo taktike, hvala. Hvala, Lelika. Malo taktike, nasodi. Vzdušje po uspešnem nastopu je bilo temu primerno. Zelo sem bil zadovoljen s svojim performancem. Malo mi je zvankalo. Mimo je prišel tudi sotekmovalec Gal Sekne, ki je podal svojo oceno dogajanja na dirki. Te najboljše. Se najboljše. Ja, da meni govoriš. Se najboljše, bravo. Pa nisem mogel brati. Pa sem pa na tem, pa sem pa Marko to jo. Pa je pa Marko. Sam Blanka pa nisem mogel. Zdaj sem skozi se Pa je bil pa še pred vami.
Ja, on je vmes. Vi ste bili koliko? 5 se bilo z Nemošičem še, pa je še padel, 4 ste bili. Pa ste bil pa Flank, pa še Flank Marko je prehitil. Pa brat šel na 2 km pred ciljem, pa ste mu našel skup, jaz sem pa jaz Nemošič pa dolgša, pa sem pa jaz treba šel, sem mislim kam ujel. Pa še nekaj se začel škom, pa rekel. Hvala lepa, fanti. Glavno sodelovanje. Sam respekt stari za Fairplay. Sledilo je še par analiz, pogovorov, okrepčilo in hitro je nastopil trenutek podelitve priznanj najboljšim v kategoriji. Tretje mesto Mitja Černe, drugo mesto Ivan Kegec. Tako, Ivan Kegec in še zmagovalec v tej kategoriji Robert Korošec, 42, 48. 42 minut in 48 sekund za Roberta Korošca. So me pa organizatorji lepo presenetili tudi s pokalom za Fairplay. Obenem pa gre Robertu Korošcu tudi nagrada za poseben Fairplay. Za poseben Fairplay, ki si ga je vedel. Bravo! Šport uslužiti in biti na koncu fair, tako da posebej v Master C, tretje mesto 46-44. Boštjan Makar, 46. Ob uspešnem dnevu, ki je vmes v dolini postal sončen, ne pa še bolj nič drugega kot sladoled. Zadovoljen je bil tudi trener Simon. Včerajšnja dirka, performance-wise 4 minute bolje, ter 10%, ali pač performance-wise pač pomeni 15%. Tako da, pač ja, si odgovorimo na vse že praktično skoraj. Imel je pač par metrov v bistvu v mestnem delu malo težave, tako da v bistvu pač kakršnakoli moč pa to boš gledal, moraš biti malo zelo pozoren, ker zdaj, če vzamemo teh 42 minut, bo 220 W, ampak tu noter v mestnem kar velik power data manjka. Na sreči pač imamo trip, vidimo v bistvu praktično klanec nekje okoli 170 tripa, tako zelo enakomerno. Jaz mislim, da v takem primeru bi kar rekel, da si imel zelo prvi del pač pod kontrolo, se pravi pač, da ni bilo neke težave ali karkoli. Pol pa, ko so se v bistvu tudi neki skoki pa to začeli, vidimo, da v bistvu tudi drug del je pa pač tudi v bistvu pač v trip bil praktično nekoliko višji, se pravi, tu so se bolj po 170 gibali, tu smo šli pa 180, pa potem v bistvu tam bolj 175. Tako da definitivno drugi del je bil verjetno tisti, ki je bil pač rahlo bolj intenziven kot prvi. Super izhodišče za v bistvu ta zaključni del, ki zdaj še pride. Zdaj pa k novim treningom in izzivom. Kmalu se bližajo glavne dirke sezone. Se gledamo!